Živijo, tukaj Valentin. Danes bom govoril na temo, kako igrati igro življenja. Nekateri pravijo, življenje je igra, bodimo sproščeni, veselimo se, ne bodimo tako resni, življenje je kratko, uživajmo ga, kajti hitro mine. In potem se gleda na to, da bi se čim bolj doživljalo prijetne trenutke, se smejalo, uživalo v dobrih občutkih. In lahko seveda jemljemo življenje kot igro, toda vsako igro lahko uspešno igramo samo, če poznamo pravila te igre. Kot lahko vsak od nas ugotovi, pa je to, da mine mnogo let, preden spoznamo, kako ta svet funkcionira, kako deluje družba, kako delujejo medsebojni odnosi, kako deluje denarni sistem. In marsikdo niti v celem življenju ne more doumeti delovanja tega sveta, ker se mu zdi tako zelo veliko, obširno in kompleksno. Poleg tega življenja od rojstva do smrti seveda obstajajo še druge dimenzije obstoja, in sicer življenje po smrti oziroma pred rojstvom, tako imenovani duhovni svet. Vprašanje je torej, zakaj, ko se rodimo, zakaj se ne moremo spomniti prejšnjih življenj, kakšen je namen tega, kdo ima koristi od tega. In ko sem to raziskoval, sem prišel do zanimivih odkritij, ki pričajo o tem, da je ta sistem reinkarnacije in to dejstvo, da ko se rodimo, da gremo v stanje pozabe, da je namen tega zasužnjevanje in zaslepljevanje človeštva, zato da nas držijo v stanju nezavedanja, ustvarjanja konfliktov, notranjih, medsebojnih, in zato nam tudi ne dajo polnega zavedanja in znanja glede tega, kako se skupaj resnično funkcionira. Temeljni sestavni del obvladovanja ljudi in drugih živih bitij na tem svetu je bilo odrekanja dostopa do popolnega znanja, zato da se nas je držalo v nevednosti, da nismo vedeli za pravila življenja, za pravila te igre, in zato nismo zmogli biti uspešni igralci. Le redko kdo je lahko zmagal, in ti, ki so zmagovali, so imeli določene privilegije iz strani te duhovne elite. Ni torej res, da imamo vsi enake potenciale, vse možnosti, da če je enemu uspelo, bo uspelo tudi drugim, ampak je šlo že tukaj v duhovnem smislu za določeno neenakost, za določeno privilegiranost, za elitizem, za podkupovanje, za suženjske medsebojne odnose, in zato seveda mnogi na tem svetu trpijo pomanjkanje, bolečine, vojne in se kljub njihovim najboljšim prizadevanjem ne morejo izviti iz tega stanja trpljenja. Sedaj so končno prišle v to stvarstvo, v to dimenzijo, človeško dimenzijo
informacije preko meddimenzijskega portala, kjer je ta duhovna elita se pokasala in sedaj pomagajo vsem priti do večjega zavedanja, da se razširijo informacije o pravilih igre življenja, zato da bomo lahko vsi zmagovalci oziroma da bomo imeli resnično enake možnosti in da se bo posledično vzpostavilo stanje enakovrednosti in enakopravnosti. Da bomo to dosegli, se je potrebno osvoboditi določenih energetskih, umskih slepil, tega sistema omejevanja zavedanja, ki nam stalnim proizvajanjem misli in čustvenih reakcij jemlje pozornost od zavedanja v tem trenutku. In kot pripomoček za osvobajanje od uma vam priporočam najprej uvodni brezplačni spletni tečaj Destiny iProcess Lite oziroma DIP Lite. Potem pa da tudi proučite številne YouTube posnetke in audio intervjuje iz spletne trgovine Equaf, kjer so dostopne še bolj natančne informacije o tem, kakšne so pravila življenja. Želim vam uspešno igro, da boste postali čim bolj uspešni igralci in da bomo prenehali med sabo tekmovati, biti ta boj za obstanek, ampak da bomo drug drugemu pomagali in bili posledično vsi srečni in zadovoljni. Nasvidenje.